No, zmaga Fidesa in Viktorja Orbana je zgodovinska. Ne samo zato, ker je bila tretja v vrsti in zato, ker je bila dosežena ob bistveno večji volilni udeležbi kot pred 4 leti, ampak predvsem zato, ker je imel Orban tokrat proti sebi poleg domače opozicije tudi cel Sorosov imperij in ga je porazil. Tako da je ta zmaga pomembna ne samo za Madžarsko, ampak tudi za Evropo in praktično za celotno zahodno civilizacijo. Tukaj je bilo v igri več kot zgolj makroekonomski rezultati Orbanove vlade, ki so sicer izjemno dobri. Šlo je za obrambo evropskih vrednot in Madžarska je sedaj ponovno še ena v vrsti držav, ki so v zadnjih 2 letih na podlagi igrenke izkušnje z migrantskim valom, ki mu Evropa ni bilo kos, dokazala, da se je možno z novimi izzivi boriti učinkovito in postavila dober zgled tudi ostali Evropi. Torej, Orban je zelo nepriljubljen, predvsem med tistimi, ki jih plačuje Soros, ali pa med tistimi, ki bi si želeli, da je Evropa nekaj drugega, kot pa je Evropa vedno bila, se pravi celina, kjer v miru medsebojno živijo ali pa si želijo živeti suvereni narodi, brez tega, da bi za prihodnost gradili neko skupnost, kjer nacionalne identitete izginjajo v nekem internacionalističnem morju, ki se še krepi z nekontroliranimi migracijami od vsepovsod, predvsem iz evropskim najbolj tujih kultur. Tako da je ta gonja, ki je bila proti Viktorju Orbanu v levičarskih časopisih, seveda razumljiva. So pa ljudje na Madžarskem vendarle lahko razmišljali s svojo glavo, ker vsaj del madžarskih medijev poroča objektivno, se pravi, so bili seznanjeni z obema platema zgodbe. Madžarska ni Slovenija, kjer so samo režimski mediji. Na Madžarskem imate televizije, ki so bolj naklonjene vladi, imate televizije, ki so bolj naklonjene opoziciji in imajo približno podoben doseg. Enako je z drugimi mediji, da tukaj ne govorim o spletu. Skratka, zmaga Viktorja Orbana je bila dosežena v nekem okolju, kjer so bili ljudje informirani, so lahko sami presojali z lastno glavo in se odločali, ali bodo izbrali zrna ali pleve. In 2/3 Madžarov se je odločilo, da bodo izbrali zrna. Orban je domoljub, patriot, kar pomeni, da imaš najprej rad svoje ljudi. Mislim, da je to dolžnost vsake vlade, tudi slovenske. Bi to morala biti prva dolžnost. To pa še ne pomeni, da sovražiš druge. In zelo težko je imeti rad druge, če ne maraš sebe. Tako da je tukaj stvar zelo preprosta. Te očitke Orban naslavljajo tisti, ki ne vedo, kaj so izgubili lastno identiteto in zdaj to identiteto iščejo v raznoraznih blodnjah in izrajenosti celo. Tako da mislim, da je ta šok, ki je prišel z Madžarske, za tiste, ki so upali, da bo ta gonja, ki je bila orkestrirana praktično po celem svetu, rodila sadove. Madžari so dokazali, da znajo razmišljati za svojo glavo in samo upajmo, da se bo to izkazalo tudi za Slovence na prihodnjih letih.